Danes raziskujem Baško grapo, odmaknjeno, divjo in zato toliko bolj pristno, vsaj tako pravijo. Lani je postala del mednarodne skupnosti Gorniške vasi kot 43. v alpskem svetu oziroma 4. slovenska. Tu so posneli prvi slovenski celovečerni zvočni film, tu se je rodil tudi gorski tek. Sam danes ne bom tekel, grem pa na en zanimiv pohod. Na vrh Bače, če že raziskujem Baško grapo, na razgledno sedlo, kjer se mi bo odprl pogled na celotno Baško grapo in pravijo, da na drugo stran tudi na Gorenjsko. Izhodišče je v največjem naselju, v Baški grapi, v Podbrdu, odkjer sem kakšno leto in pol nazaj že naredil eno noro turo na Črno prst. Tisto je bilo kar precej višincev in pa ta prava strmina, kot rad rečem. Spustil pa sem se na drugo stran, v Bohinjsko Bistrico. Tisto turo sem naredil s pomočjo železnice, ki gre pod Bohinjskim grebenom. Letos je prav 120 let, odkar so odprli južno železnico. Ljudje včasih mislijo, polja seveda Gorniška vas, zdaj bo pa ne vem koliko več turistov prišlo pa tega. Ne, ravno obratno. Namreč Gorniška vas, Baška grapa je razpotegnjena. 25 km. In delujoča društva in ostalo, kar je bilo v Baški grapi, je bilo nekako nepovezano. Zunanji vpliv turizma, Bohinja, Bovca in tako naprej, je začel kar fajn zajedati v Baško grapo in mi smo v bistvu to vzeli kot nek kontekst, kjer bomo Baško grapo ohranili tako, kot je in v bistvu bili mi imeli kontrolo nad tem, kaj se nam v Baški grapi dogaja. To je prva zadeva. Druga zadeva pa je seveda povezati vse delovanje Baške grape, vse društva, vse gostince, ponudnike, apartmajev, sob in tako naprej. Začel se je leta 2002 kot gorski maraton 4 občin. Ideja je bila kot slovenski alpski maraton, ki ga je imela Gorenjska, se je Jože Dakskober zamislil, da bi tukaj spravil par tekačev, entuziastov, da naredijo en krog. In že prvo leto, se pravi leto 2002, je bilo tisto začetno, je prišlo več kot 100 udeležencev. Takrat je bil gorski tek, bil je tako zastavljen, kot da predstaviš maraton iz ravnine v hrib, se pravi vsake 3 km v Kopčevalnica, na tedanji trasi je bilo 17, zdaj na trenutni trasi je že 18. In kar je posebnost, zaradi tega, ker trail teki, ki so zdaj najbolj popularni, tega ne poznajo. In ravno te trail teki so omogočili tudi razvoj, nadaljnji razvoj, prehod iz gorskega maratona v Podbrdo Trail Running Festival. Leta 2015 smo se z ekipo odločili, da dodamo ponudbe od 10, 20 in seveda 40, 70, 100 km trase. To je neko druženje, to je Podbrdo Trail Running Festival, ni samo druženje tekačev, ampak tudi prostovoljcev. Več kot 300 ljudi nam pomaga to v tistem vikendu izvesti in to je praznik. Praznik za grapo. Sedemsto višinskih metrov in 2 uri vzpona in sem tule pri Lovski koči, tik pod vrhom sedla vrh Bače. Z razgledom na Porezen, kjer sem bil nedavno, pa na Kojco in navzdol na moje današnje izhodišče v Baški grapi na Podbrdo.
Sploh ne tehnično, ne kondicijsko ni pretirano zahteven. Še najbolj strmo je prva tretjina poti mimo vasi Bača, nato pa se priključimo na italijansko mulatjero iz časa rapalske meje. Druga tretjina gre tako zelo vzložno, prečno na pobočje, v zadnji tretjini pa gre mulatjera cik-cak na strm klanec. Zdaj si bom privoščil malico, razmislil, če bom tole turo še kaj podaljšal. Razmišljal sem o Kobli, do tja je slaba ura, ampak je začelo zdaj že malo deževati. Na drugi strani je tole blizu ostanek italijanske kasarne, naprej je pa še nekaj zanimivih vrhov. Do Šavnika je manj kot ura, do Slatnika debela ura, do Lajnarja pa slabi 2 uri. To so torej vrhovi nad Soriško planino, tam sem bil pred 2 letoma, ampak sem štartal spodaj na smučišču. Hribi so naša identiteta in posebno še zdaj, ko je Baška grapa, Gorniška vas, mislim, da so te hribi še zdaj še bolj pomembni, kot so bili včasih. Tako da jaz bom samo to rekel, tudi vsem mladim bi rekel, dam eno dobro voljo in poduk v hribe. Vsi pravijo, Baška grapa je zelo zaprta, Ma ko priješ enkrat malo višje in pogledaš v Baško grapo, vidiš, da ni tako grozno zaprta, ampak se moraš malo potruditi, priti višje in te zadeve tudi tako doživeti. Evo, sem res potegnil še na Koblo, še 300 višinskih metrov, 40 minut vzpona sem kar odločno stopil, druga polovica ena taka prava vertikala. Bi bilo žal, če ne bi prišel sem zaradi res lepih razgledov. Škoda, da je danes tako oblačen dan, slabo vidljivosti, tako da ni za lepe posnetke, vam pa lahko vsaj povem, kaj vse vidim. Pod mano je torej Podbrdo, železniška postaja, Baška grapa, tamle je Kojca, za njo Trnovska planota, Porezen se tako ali tako najboljše vidi, pa Blegoš, kjer sem bil nedavno, levo pa so vrhovi nad Soriško planino, Dravh, Lajnar, Slatnik, Možic ter Šavnik. Za temi vrhovi so na drugi strani Ljubljanske kotline seveda Karavanke, Julici pa se ne vidijo. Se pa vidi vsaj še Črna prst, še ena mogočna gora. Kar pa je pri Kobli najbolj zanimivo, je pa to, da je tule direktno pod mano, torej skoraj 1000 metrov pod mano, predor na južni železnici, torej od Bohinjske Bistrice do Podbrda. Pred več kot 120 leti so zgradili to železnico, takrat je bilo to pravo arhitekturno čudo z vsemi predori ter viadukti. Ta prečka iz Črne prsti preko Rodice do Vogla, Tolminsko-Bohinjski greben, tudi če si planinci nekako, bom rekel temu, natrofiš lepo vreme, je to res ena taka krasna tura. Pa še nekaj bi mogoče tle podaril, železnice imamo, ki tacga privilegija nema vsak, tako da v bistvu smo tudi trajnostno mobilno dosegljivi. Zelo lepo se našo Črno prst da obiskati, recimo priješ v Podbrdo, greš na Črno prst, pa pol v Bohinj dol, pa z vlakom nazaj, ali pa do Bohinjskega jezera z gondola na Vogu na Črno prst pa dol. V glavnem, ta krog, tale ring javnega prevoza je kar dost zanimiv. Mogoče je malo zapostavljena, pa ena izmed bolj čudovitih je v bistvu pohodniška pot na Soriško planino. Na Lajnar z razgledi, hkrati lahko izkoristiš potem bodi si prenočitev, bodi si za dobro kosilo na sami Soriški planini in hkrati imaš tudi povezavo z avtobusom v Bohinjsko Bistrico. Se pravi, spet neka lepa krožna, tako da opcije kar nekaj. Seveda lahko omenimo še pohodniško pot po Julijana Trail. Ta je, se mi zdi, pripeljala največ turizma, predvsem tujega, v te kraje.
sem se vrnil nazaj v Podbrdo, se je še malo pokazalo sonce, tudi brez njega je bila tura ta prava, 1000 višinskih metrov, skoraj 15 km. Pri turistično-informacijskem centru smo še malo poklepetali z domačini, ki veliko vedo o Baški grapi, o gorništvu na tukajšnjih pobočjih. Med njimi je zagotovo prava legenda Joško Dakskobler. Če boste tu, morda ga srečate in vam pove kakšno zanimivo anekdoto ali pa svoje zgodbe o skokih na kup. Zdaj grem pogledat še eno zanimivo sotesko, Driselpoh, potem pa morda najdem še kakšno lokacijo za namočiti noge. Teli naši kraji mi pomenijo vse. Ljudje, ki tukaj živimo, smo, ne vem kako bi rekel, smo vsi taki mal čudaki, ampak kadar je pa treba, se pa vsi lepo razumemo, pogovorimo in pomagamo eden drugemu. In seveda veliko mi pomenijo tudi vse te naše gore, ki obdajajo to našo prelepo Baško grapo, in to je meni bistvo vsega tega. Jaz sem te gore velikokrat prehodil, presmučal, kakorkoli. Zdaj mi zaradi te moje noge, ki mi čakam neko operacijo, je moja destinacija Kup. In to, meni je to res nekaj najlepšega. Jaz se ne morem poistovetiti, da bi živel kje drugje. Za več kot 3 dni, sigurno ne. Skok na kup, to je, bi rekel, neka akcija, ki se je čist, ne vem kako bi rekel, nič kaj promovirana, se je tako prijela, da je to nekaj neverjetnega. Ta akcija traja zdaj 4 leta, to je tukaj gor nad nami, je ta, bi rekel, ta naš hribček Kup. Tam gor je bil že dolga leta, je bil križ, ki ga je postavil en domačin bi rekel, v čas samostojni Sloveniji. Ta križ je s časoma, bi rekel, pregnil in smo mi prijatelji postavili nov križ. In takrat smo tudi rekli, ja, tukaj gor bi skoraj mogla biti ena knjiga, in smo to knjigo gor napisali in skozi to je potem prišla, bi rekel, ta akcija Skok na kup. Vsako leto recimo na kup skoči približno 180 do 200 ljudi, več kot 300-krat. Jaz sem bil v tej sezoni na kupu, mislim, da uradno 223-krat.